Danes v Pomurskem dnevniku. Najbolj inovativna pomurska podjetja. Predsednica republike na ogledu škode v Prekmurju. Nasilje v socialno-varstvenih zavodih. Na celjskem sejmu tudi Ministrstvo za kohezijo. Jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V okviru 29. letne konference Pomurskega društva za kakovost je potekala tudi svečana podelitev priznanj najboljšim pomurskim inovatorjem in inovativnim podjetjem, ki jih je že 22. podelila Pomurska gospodarska zbornica. Na letošnji razpis je prispelo 7 vlog, ki jih je strokovna komisija skrbno pregledala ter določila 3 zlata priznanja, 1 srebrno in 2 bronasti, ter 1 priznanje za prebojno inovacijo. Slednjo je prejela Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota in to za invencijo aplikacija za sestavljanje računalnika v virtualni resničnosti. Sledila je podelitev najbolje ocenjenih inovacij v regiji. Sama priznanja pa imajo zelo veliko vrednost, kot je tudi izpostavil direktor Pomurske gospodarske zbornice. Mi to podeljujemo res že 22. zapored, predvsem zaradi tega, ker spodbujamo inovativnost znotraj naše regije, ker podjetja, ki imajo inovativne produkte, ki imajo inovacije, so potem tudi na trgu uspešne. Inovativni produkti pa odpirajo tudi nove trge. Nasploh pa je poglavitno prizadevanje, da se razvija inovativnost znotraj podjetij pomurskih, ker danes je bilo tukaj 7 inovacij, to ne pomeni, da imamo mi v Pomurju samo 7 inovativnih podjetij ali pa 20 inovatorjev, mi imamo tega ogromno. Če tega ne bi imeli, ne bi trenutno bilo toliko uspešnih podjetij znotraj naše regije. Pričeli so s podelitvijo bronastih priznanj. Dobitnika sta postala podjetje Lek iz Lendave z inovacijo kontrakcijske enote separatorja na pakirni liniji Ullman za specifični izdelek ter Radgonske Gorice z inovacijo valjar zelenega medvrstnega prostora, ki je vzklila iz potrebe na terenu, predlagali pa so jo zaposleni v vinogradniškem delu podjetja. Srebrno priznanje je prejelo podjetje Arkont in sicer so si pohvalo prislužili z inovacijo mobilna fotovoltaika za modularne bivalne enote. Zadeva je plod našega razvoja, se pravi razvojnega oddelka. Z inovacijo smo poskusili nekako odgovoriti na potrebe kupcev, se pravi na potrebe kupcev, ki izhajajo bolj iz severnejšega trga. Seveda so že podobne rešitve drugih proizvajalcev, ampak smo za našo inovacijo probali še nekaj dodatno vrednost dati, kar se predvsem tiče tiste modularne sestave, enostavnosti, kar pomeni, da si stranka zadevo enostavno namesti, enostavno odstrani, ker smisel teh modularnih enot, modularnih objektov je hitra postavitev, hitra odstranitev in premestitev na novo lokacijo. Sledila je podelitev zlatih priznanj, ki so letos romala v roke podjetju Roto Eko za inovacijo povozen rezervoar Rotera Drive, Leku iz Lendave za inovacijo postopek izolacije kalijevega klavulanata brez sušenja kristalov dipeda klavulanata. Z inovacijo visokoizolativna steklena drsna vrata velikih formatov pa je pozlatelo tudi podjetje Refleks iz Gornje Radgone. To so moderna vrata, ki se dejansko so nevidna, se pravi, ko gledamo na objekt, je tako, če bi gledali v eno. Se pravi, so večslojna, nizkoenergijska. Nagrada pa ima veliko vrednost za podjetje. To je izziv za nadaljnja dela na tem področju inovacij. Se pravi, v prihodnosti načrtujemo še dodatne inovacije, predvsem na večslojnih steklih. Se pravi, podobna zadeva, kot jo imamo sedaj, s tem, da bomo tam imeli zmanjšanje ogljičnega odtisa in podobne zadeve. Vse 3 zlate inovacije so bile poslane naprej na nacionalni nivo. V okviru konference je bil podeljen tudi zlati znak kakovosti za leto 2023, prejelo pa ga je podjetje Kodeks iz Murske Sobote. To priznanje je potrditev za dolgoletno delo. Navsezadnje kakovost je nekaj, kar se gradi, kar se nenehno izboljšuje in to je potrditev, da 30 let podjetje dobro dela. Poleg tega priznanja smo prejeli od kupcev tudi certifikate za preferiranega, se pravi za prednostnega dobavitelja in to je tudi velika čast oziroma obveza za prihodnost, za nadaljne delo.
Na konferenci so bile sicer podeljene tudi nagrade Špic za najrisbo, najspis in najposlovni načrt. Načrti za prihodnost so tudi jasni. Zdaj vlagamo velike napore v to, da digitaliziramo procese, da v vse možne pore uvedemo tudi to umetno inteligenco, se pravi, želimo dvigovati nivo kakovosti in učinkovitosti. Jaz mislim, da je za vsa podjetja najbolj pomembno, da analizirajo svoj trg, vidijo, spremljajo konkurenco in se tudi z svojim izdelkom probajo približati drugim podjetjem in biti še bolj inovativni, se pravi, da se z svojo inovacijo nekako tudi na samem trgu nekako bolj uveljavijo. Priznanja so torej motivacija za nadaljnje delo, vsi sogovorniki pa so bili tudi precej optimistični glede nadaljnje razvojno-inovativne usmerjenosti naše regije. Poplave v avgustu, ki so močno prizadele celotno državo, niso zaobšle niti Pomurja. Da bi se seznanila s potekom sanacij, je danes naše kraje obiskala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ter si v spremstvu županje občine Črenšovci ogledala škodo na protipoplavnem nasipu v Dolnji Bistrici. Kasneje se sestala tudi z župani z tega območja in se seznanila z načrti za obnovo. Zdaj, kar se tiče jezu na Muri, 40 km dolžine, to seveda ni tako malo, povečati bo treba višino. Sredstva, kolikor vem, so na razpolago, bo pa potrebno čim prej najti dogovor med seveda okoliškimi kmeti in na drugi strani naravovarstveniki. Nihče ne bi rad dal zemljišča za to, da se bo jez lahko malce razširil in povišal, ampak na koncu, veste, moramo vsi vedeti, da se jez dela zaradi tega, da ne poplavi ljudi, ki jih je na tej strani okrog 400 hiš, bo treba najti neko sorazmerje med habitatom in ljudmi na drugi strani. Ni to lahka stvar, županja mi je omenila, da bo to kar naporen postopek, ampak apeliram res na vse, da naj se vsi skupaj potrudijo najti rešitev. To, da se je vsak postavil na svoje okope, na svoje temelje, ne vodi k rešitvi. Tam pomeni, da si v statusu quo in se stvar ne bo sanirala hitro. Je pa potrebno in pomembno povedati, da vsa sanacija, ki se na vodotokih v Sloveniji trenutno dela, mora biti hitra. To niso zadnje poplave. Ne govorim o tem, da se nam bo zgodilo še kaj takšnega, kot se nam je. Upam, da ne, ampak poplave so naša nova stalnica. V javnosti še vedno odmeva primer nasilja dijakinje nad varovanko v domu starejših občanov Trebnje, ki je dejanje celo posnela ter ga objavila na enem od državnih omrežij. To pa ni edini primer. Do incidentov prihaja tudi v drugih zavodih. Minister za socialno prihodnost Simon Maljevac, ki se je danes mudil v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec, pravi, da je incident v Trebnjem ekscesen. Moramo imeti ničelno toleranco do nasilja v čisto vseh zavodih, tako da podajam še javni apel, če bilo kdo naleti na nasilje v bilo katerem zavodu, je nujno, da tega prijavi, le tako bomo lahko ustrezno reševali in naslavljali problematiko. V zavodu Hrastovec imajo nameščene tudi zelo težke uporabnike. 88 jih je na varovanih oddelkih in so tja nameščeni s sklepom sodišča. Zlagal bi se, da bi rekel, da pri nas pa smo vsi zlati in da ni dobene napake, vendar se vse skozi trudimo, ko zaznamo kakorkoli, bi rekel, v tej smeri, da se kaj dogaja, takoj se sedemo, skličemo sestanke. Tako že vsaj zadnji 2 leti zaposlene v zavodu na najtežjih oddelkih, če je treba, premeščajo na druge oddelke. Dajemo tudi možnost zaposlenim, ki so zaposleni na teh najtežjih oddelkih, da sami povedo, ko ne zmorejo, ker sami ljudje najbolj vidijo neko dejansko. Moraš imeti tudi počitek iz nekaj takega, jih pol premostimo ali na negovalne ali na labor odprte in sedaj se je to izkazalo že kar dobro. Od samega začetka, ko smo to predlagali, si niso upali, ker bi to že bilo kot znak, da zdaj dela narobe. Tako se zaposleni zdaj, ko ne zmorejo več, pravi čas umaknejo. Verjamem in vem, da tisti, ki delajo v naših zavodih, delajo dobro, delajo srcem, so pomembni, so steber naše socialne države in skrbijo za naše najranljivejše in potrebujejo vso našo podporo. Vendar pa v zavodih, kot je Hrastovec, zaradi težjih uporabnikov prihaja tudi do incidentov nad zaposlenimi. Moram pa povedati tudi, da smo v lanskem letu, ko so se razmere
bi rekel, dokaj poslabšale, ker smo res kar nekaj takih težjih primerov tudi dobili. Smo potem tudi najeli varnostno službo, ki ni na oddelku, ampak je pa v neposredni bližini, tako da lahko, če je že treba priskočiti, je neka opora tudi zaposlenim. Minister Maljevac, ki se je udeležil otvoritve obnovljenih stopnic gradu Hrastovec, sicer pravi, da bodo v kratkem vsi zavodi prejeli poseben priročnik za preprečevanje nasilja. Včeraj so slavnostno odprli že 55. mednarodni obrtni sejem v Celju. Tokrat se predstavlja tudi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, na čelu katerega je minister Aleksander Jevšek. Pripravili so številne spremljevalne dogodke, danes pa je bila na vrsti predstavitev strategije trajnostne pametne specializacije. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je za obiskovalce pripravilo številne spremljevalne dogodke, ki bodo bogatili sejemske dneve. Že v jutranjih urah je bil na programu inovacijski zajtrk, zatem pa je sledila predstavitev slovenske strategije trajnostne pametne specializacije, katere bistvo je, da se ključni akterji v gospodarstvu in v znanosti med seboj povežejo. Poglejte, tudi Evropa se nahaja pred velikimi izzivi, evropsko gospodarstvo kot tako. Namreč odpirajo se novi trgi na drugih kontinentih, ki na nek način skušajo nelojalno konkurirati evropskemu gospodarstvu. Ne s kakovostjo, ampak z nižjo ceno predvsem. Ministrstvo želi vse projekte, ki jih bo izvajalo v prihodnje, predstaviti čim širši javnosti. Na tokratnem sejmu pa predvsem podjetnikom, kajti za različna področja je na voljo precej razvojnih sredstev, ki so za prihodnost zelo pomembna. Znotraj kohezijske politike v tem novem programskem obdobju, ki se trenutno začenja, namenjamo več kot 800 milijonov evrov ravno za to področje. In naj izpostavim, da predvsem je največji poudarek na področju zelene prihodnosti, zelenega gospodarstva, zelene Evrope. Namreč, kot smo lahko videli, nam samo okolje, podnebje govori, da moramo nekaj storiti na tem področju. Koprivc je poudaril, da so ob vsem tem bistvenega pomena inovacijska partnerstva, kajti le-ta so ključ do uspeha v gospodarstvu. Ob tem pa, da se je treba soočiti z izzivi, ki bodo pomembni za razvojni preboj. Ta razvojni preboj pa mora služiti vsem državljankam in državljanom, ne zgolj eliti. In to je ključno. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bil v naših krajih pretežno oblačen dan z okrog 21 stopinjami. V Lendavi je bilo popoldne namerjenih 22, toliko tudi v Murski Soboti. V Radencih 21, v Krajinskem parku Gričko pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Le ponekod bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 14 do 15, podnevi od 24 do 25 stopinj. V soboto in nedeljo bo deloma sončno in večinoma suho vreme. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Še vedno bo razmeroma toplo. Predvsem v soboto bodo nastajale krajevne padavine. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 13 do 14, čez dan od 25 do 27 stopinj Celzija. Toliko za danes. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.